Hiter in enostaven klic ob vseh vrstah nevarnosti in nesrečah nam omogoča tudi hitro reševanje, zato ni čudno, da je prav številka 112 dobila tudi mednarodni dan. Pred leti nam ni bilo mar, kaj je bilo odvrženega v odpadkih, a čas in višja zavest naredi svoje. V Trebnjem so zato ustanovili center ponovne uporabe. Modelarstvo je lep, zahteven in natančen hobi. Kako so na Borutovem memorialu udeleženci iz vse Slovenije tekmovali z modeli letal, vam pokažemo v nadaljevanju. Na koncu pa smo obiskali še seji dveh občinskih svetov v Ivančni Gorici in Žužemberku. Iskreno vabljeni. Letos mineva 22 let, odkar je Ministrski svet Evropske unije odločil, da bo 11. februar dan enotne evropske številke za klic v sili 112. Omenjeno številko je danes mogoče klicati v vseh 27 članicah Evropske unije in večini drugih evropskih držav. Ni naključje, da so prav 11. februar izbrali za mednarodni dan številke 112. Če namreč zapišemo datum 11.2. in zbrišemo piki, dobimo številko 112. Mednarodni dan je novomeška izpostava Uprave za zaščito in reševanje obeležila v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa in osnovno šolo Center. 112 zasili, prosim. Tako so v povprečju 120krat dnevno oglasi dežurni operater na novomeški izpostavi Uprave za zaščito in reševanje. No, klici na 112, ki so največkrat sprejeti, na številki 112 so večinoma prevezave kompletne, se pravi pomoč, nujna medicinska pomoč, bomo rekli, je ena najbolj pogosta težav, ki se pojavlja in kasneje se pravi prevezava in obveščanje nujne medicinske pomoči. Lahko rečemo v gasilskem delu plati požari, nadaljuje se prometne nesreče, razne tehnične in druge, se pravi postopki, pomoč občanom. Največ pa se kakor klicev prihaja takrat, ko so naravne ujme. Seveda, ko se pa zgodijo kakšne poplave oziroma dogodki večjega obsega, kot so bili recimo še nedolgo nazaj poplave in pa snegolom, pa ta številka seveda drastično skoči in v primeru oktobrskih snegolomov je se ustavila tam okoli 1500 klicev na dan. Novomeška izpostava Uprave za zaščito in reševanje je na dan številke 112 v svojo sredino povabila učence 3. triade Novomeške osnovne šole Center, kjer so dobili pomembne odgovore na nekatera vprašanja. Kjer informacije moramo podati telefonskemu klicu, kdo sprejme, kako sprejmejo, komu posredujejo klic in kako te potem pride do vozila, ki pride na kraj nesreče. V nujnem primeru, če bi bila lažja poškodba, bi se sama odreagirala, zaradi tega, ker smo se dosti naučili, drugače pa če bi bila hujša poškodba ali pa nesreča. Da moramo klicati na to številko samo, če res nujno potrebujemo pomoč. In zdaj sem slišala tudi razliko med 113 in 112. 113 so samo, recimo, če je prometna nesreča, samo materialna škoda in obvestimo policijo. Če so kakšne kraje, recimo, tako. 112 je če potrebujemo medicinsko pomoč ter gasilce. Drugače če pokličemo 112, prevežejo na 113. In seveda, to številko se kliče, kadar se potrebuje kakršnokoli pomoč. Reševalnih služb, se pravi gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, potapljači in seveda tudi vse ostale službe, ki delujejo v tem sistemu zaščite in reševanja. Seveda je 112 tudi številka za nujno medicinsko pomoč in pa nujno veterinarsko pomoč. Na novomeški izpostavi za zaščito in reševanje je zaposlenih 17 ljudi, v samem regijskem centru za obveščanje Novo mesto pa 11, poleg vodje centra in pomočnika še 9 operaterjev, ki sprejemajo klice. Včasih sprejemajo tudi lažne ali zlonamerne klice. In te so tudi kaznivi. Drugače se dogajajo razne stvari, zdaj težko izločim kakšnega, ampak res sprejemamo vse mogoče klice. Dogodkov je veliko.
Problem je pa tudi, se pravi, da se spoprijema s tem stresom, da človeka umiriš, da pridobiš celotno informacijo, se pravi od klica, kompletnega lokacije, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo in seveda potem kasneje istočasno, pravočasno aktiviranje vseh služb potrebnih za posredovanje. V bistvu po eni strani je zabavno, ampak je po eni strani naporno, zato ker mogoče imaš pol koga pač tako na vesti. No. Zelo naporno, pač moraš res biti pripravljen, dober govorec moraš biti. In pač tudi naporno je 12 ur sedeti, pač biti pri telefonu pripravljen in vse razmišljati, kako boš povezal klic in vse. Na šoli pa je zunanji sodelavec Rdečega križa učencem predstavil temeljne postopke oživljanja s pomočjo defibrilatorja. V praksi ugotavljamo, da zelo malo laikov je znal oziroma se odloči za pomoč oziroma da konec koncev za neko direktno pomoč. Tudi včasih za klic, že klic je včasih problem na številko 112, kaj šele potem za pomoč. Zato se je Rdeči križ odločil, da glede na take akcije, kot je današnja, da čim širši javnosti prikaže, kako pristopiti do poškodovanca oziroma nenadno obolelega in kako mu pomagati. Poleg tovrstnih predstavitev pa tudi na sedežu novomeškega Rdečega križa pripravljajo izobraževanje. Saj vsak drugi torek v mesecu na Rdečem križu organiziramo delavnico oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja. Teh defibrilatorjev je po Novem mestu čedalje več in želimo seveda, da tudi ljudje se z njim spoznajo in se naučijo ga uporabljati. Pred začetkom oživljanja mora posameznik preveriti, ali je poškodovani pri zavesti ali ne. In če ugotovi, da je nezavesten, takoj preveri, ali pacient diha ali ne. In ko ugotovi, da pacient ne diha, takoj začne z masažo srca in umetnim dihanjem. 30 masaž srca in pa 2 umetna dihanja. In to ponavlja do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči oziroma dokler pacient ne začne dihati oziroma dokler je pacient sposoben. Danes sem se naučil, kako moramo stopiti do nezavestnega človeka in kako z njim ravnati. Se ti zdi, da ko bi prišla taka situacija, da bi znal zdaj odreagirati? Seveda. Si že bil kdaj v taki situaciji, ko je bilo treba recimo pomagati? V taki še ne, ampak sem pa doživel, da je že nekdo pač v nezavest padel, ampak je moja babi priskočila na pomoč. Je pač, da moramo narediti 30 masaž, potem 2 vpiha, poklicati pomoč, pa kako uporabljati ta defibrilator. Na osnovni šoli Center pozdravljajo take dneve in praktične prikaze, saj se zavedajo, da bodo učencem dolgoročno zelo koristile. Šola sicer že dlje časa omogoča krožek prve pomoči. Ja, že vrsto let imamo krožek prve pomoči, sodelujemo tudi z Rdečim križem in naše ekipe prve pomoči so zelo uspešne na tekmovanjih. V preteklem šolskem letu so bili naši učenci na državnem tekmovanju prvi. V začetku novega tisočletja je Evropska unija z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112 ter predpisala, da morajo biti klici z fiksnih in mobilnih telefonov ter telefonskih govorilnic brezplačni. Slovenija je številko 112 uvedla med prvimi in sicer že leta 1997. V okviru projekta Use Reuse, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad, vzpostavljajo v Trebnjem center ponovne uporabe, ki bo deloval v mreži tovrstnih centrov po Sloveniji kot socialno podjetje. Projekt predstavlja organizirano ponovno uporabo odpadnih snovi. S centrom ponovne uporabe bodo razbremenili okolje še uporabno opremo, ki bi sicer prehitro končala v zbirnih centrih med kosovnimi odpadki ali pa na odlagališčih odpadkov. Tako v okviru centra zbirajo rabljene predmete, kot so manjše pohištvo, to so kakšni stoli, mizice, potem tekstil, blago, lepo ohranjene čevlje tudi, knjige, športno opremo, otroško opremo, praktično vse, tudi gospodinjske aparate še delujoče, IT opremo, praktično vse. Dobrine zbirajo na sedežu uprave Komunale Trebnje v pisarni številka 5.
In tja lahko občani oziroma tudi pač širši prebivalci prinesejo, oddajo brezplačno rabljeno še uporabno opremo. V bistvu zdaj gre bolj za manjše predmete, ker pač prostor nam ne dovoljuje neko shranjevanje večjih kosov. Za večje kose bomo pa poskrbeli v aprilu, ker se že dogovarjamo tudi za ene prostore za skladiščenje. Tako so za vzpostavitev centra ponovne uporabe Trebnje dobili pomoč tudi od lokalne skupnosti. In ta nam daje brezplačen najem lokacijo na tržnici Trebnje. Ta lokacija se trenutno še prenavlja, tako da še ni vzpostavljena. Otvoritev načrtujemo pa konec marca. Tako da na tej lokaciji bo delovala manjša delavnica in zelena trgovina. Predvsem bo pa to infotočka, stičišče za prostovoljce, za prebivalce, se pravi tudi prostor enih delavnic okoljskih. Te delavnice že izvajamo po šolah in po vrtcih, pa tudi tako v lokalnem prostoru, na javnih površinah recimo. Centri ponovne uporabe pa nudijo tudi možnosti prostovoljnega dela. Prostovoljci sodelujejo na različne načine, lahko pri zbiranju te reuse opreme, to v bistvu niso odpadki, mi s pomočjo prostovoljcev preprečujemo, da nastajajo odpadki in da se pač ta krog te reuse surovine vrne, ne zaključi na odlagališčih, ampak vrne v ponovno uporabo med ljudi. To ponavadi terja te diagnostične postopke, kaj je z nekim izdelkom, praviloma naj bi bil še uporaben, ko ga dobimo. In pri tem sodelujemo s prostovoljci, tudi pri čiščenju. Zelo fajn je, če se kdo kaj razume na to, recimo kako kakšno stvar popraviti ali pa da ima kakšne ročne spretnosti. Po drugi strani pa center zaposluje tudi ranljive skupine, dodaja. In tudi tukaj lahko sodelujejo, recimo tisti, ki imajo večji socialni čut. Predvsej izvajamo tudi delavnic, ker za to, da ljudje sploh vedo, kaj to je ponovna uporaba, zakaj sploh je to socialno podjetništvo, zakaj je to korist skupnosti. In tudi tukaj, da se vključujejo v te skupnostne akcije, so prostovoljci tako zelo dobrodošli. Tukaj v Trebnjem pa bodo najprej sodelovali na tak način, mislim, jih vabimo, da se nam priključijo, da gre za samo to fizično vzpostavitev. Zdaj smo dobili prostore in te prostore bi bilo treba počistiti, malo prenoviti, tako da bodo bolj prijazni. In tako je fajn, da smo vsi skupaj tudi zelo kreativni, ker tako ponovna uporaba dopušča kreativnost. Ker iz ene omare, to ni samo omara, lahko se jo prepleska, prenovi na različne načine, pa lahko nastane tudi kaj drugega ven. V okviru celotnega projekta naj bi sicer zaživelo 6 centrov ponovne uporabe, od tega 4 že delujejo, aktivnosti za njihovo vzpostavitev pa potekajo tudi v Zasavju in na območju Ljubljane. Drugi Borotov memorial, posvečen preminulemu Borutu Žuliču, je na letališču v Straži združil modelarje iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške. Memorial je bilo tudi prvo letošnje tekmovanje v pokalu Slovenije. Priča smo bili tekmovanju prostoletečih modelov, tistih, na katere po izpustu ne moreš več vplivati. V bistvu je to jadralni model, katerega z vlečno vrvico potegneš na višino 50 metrov. Svoje čase, ko sem še začel z modelarstvom, je bilo tukaj, pa so bili samo laksi, kakšna priprava, tudi se je spremenilo smerno krmilo med letom. Zdaj je to že dosti sofisticirana tehnika, v bistvu so servomotorji elektronski, tajmeri, kateri to uravnavajo vse skupaj. To so sicer prostoleteči modeli, na katere ne moreš vplivati, ko ga enkrat odpneš. Potegneš ga z vrvico, ga odpneš in pol leti sam. In uravnavajo ga samo ti mehanizmi med letom, vse to moraš pa nastaviti tokom treninga in tako naprej. Začetki modelarstva na Dolenjskem so sicer oddaljeni že kar lep čas, v tem obdobju pa se je ta športna disciplina precej spremenila. Jaz sem sicer že dobrih 40 let ukvarjan s tem, kot majhen poba sem začel,
Takrat je bila glavna balza, smrekove letvice, japonski papir, katerega smo lakirali in se je v prvem dotiku s kakšno požeto koruzo pa pšenico vas preluknil, ne. Zdaj so za prikrivati že razna platna od proizvajalcev jadrnic oziroma jader jih uporabljamo. Karbon je nadomestil balzo oziroma smreko, tako da balza v bistvu najlažje na svetu se uporablja samo še kot polnilo, ne. Na Borutovem memorialu se je neugodnim vremenskim razmeram navkljub in težkemu terenu zbralo lepo število modelarjev. Ja, najbolj me je povleklo modelarstvo naše letališče Rakičan, to je zraven moje vasi, kjer sem jaz rojen, to je 3 kilometre, in nad mojo hišo so se zmeraj obračali aviončki ali letala in se zmeraj gledal v zrak, kaj to je, ne, in me je pol to prevzelo. Zdaj je pa to 2 leti že memorial Boruta Žuliča, 2 leti nazaj preminulega modelarja, člana aerokluba Krka. On je se zapisal v zgodovino modelarstva, približal je modelarstvo tudi ljudem, on je imel Borutovo modelarsko stran odprto na internetu, katero še zdaj nadaljujemo. Na njej so opisana vsa dogajanja v modelarstvu in tako naprej. Bil je zelo dober tekmovalec, poznan po celi bivši jugi, kakor tudi po svetu, po tej Evropi, tako da 2 leti nazaj smo ga izgubili, zato je to žal memorial Boruta Žuliča. Modelarstvo ima veliko občudovalcev, tudi med mladimi. Je pa to kar zahtevno delo, moraš biti psiholog, tehnolog in otroke moraš poznati, kaj hočejo, pa kaj je njihova zmožnost in svoje znanje pol njim podeliti. Na uradnih tekmovanjih so prisotni tudi sodniki, njihova naloga pa je? Meri se čas leta. Vsak tekmovalec ima, vsak model ima omejeno težo, minimalno težo, omejeno dolžino vrvice. V zraku se pa dogaja marsikaj. So vzgorniki, je zrak, kater propada in cilj je odpeti model v dvigajočem se zraku. Tega začutiš na tem modelu jadranem na vrvici, začutiš vlečno silo. Pri gumenjakih oceniš lete drugih modelov in vidiš, da je to. Aeroklub Krka ima skoraj tako dolgo tradicijo kot Aeroklub Novo mesto, od katerega so se pred nekaj leti zaradi različnih nazorov odcepili. V svoji zgodovini so osvojili več naslovov državnih in svetovnih prvakov ter medalj, še vedno pa v njih tli neuresničena želja. Željo imamo pa enem prostoru, da bi dobili nek prostor, par 10 kvadratov, da bi lahko podučevali mlade. Tega ne manjka, v svojih domovih nimamo prostora, če bi imeli prostor 20-30 kvadratnih metrov, bi v bistvu znalo sposobiti 20-30-40 modelarjev novih na leto. Mi te stvari, te tečaje smo zmeraj volontersko vodili zastonj, se pravi, rabili bi samo majčkeno dobre volje, ne vem, nekoga, ko ima kakšen prostor, prej je to občina ali kdo drug, da nam to omogoči. Danes pa je važno predvsem druženje, malo zaradi modelarstva in malo spomin na Boruta, dodaja Žulič. Po mesecu in pol so skupaj ponovno sedli svetniki in svetnice občine Ivančna Gorica. Osrednji točki februarske seje sta bili prilagoditev proračuna za letošnje leto in predlog proračuna za naslednje leto, ki so jo svetniki potrdili skorajda soglasno. Proračun za letošnje leto je Ivančki občinski svet sprejel že leta 2011, a so se razmere od tedaj na vseh področjih tako spremenile, da je bila potrebna prilagoditev proračuna. Kot je poudaril župan Dušan Strnad, je do največjih sprememb prišlo zaradi naložb, ki jih bo v letošnjem letu in naslednjem letu v občini Ivančna Gorica res veliko. Za investicije bo občina namenila okoli 10 milijonov evrov, kar je skoraj polovica vseh njenih odhodkov. Letos začnemo za izgradnjo šole v Zagradcu, osnovne šole in vrtce v Zagradcu, ki je bilo planirano nekoliko drugače, smo letos to uskladili tudi s terminskim planom. Prejeli so tudi odločbe o sovlaganju v nekatere projekte iz evropskih skladov.
Največji bo kanalizacija, izgradnja glavnih vodov od Višnje Gore do Ivančne Gorice in od Vira Prestični do Ivančne Gorice ter nadgradnja čistilne naprave v Ivančni Gorici. Začeli bodo tudi s prenovo javne razsvetljave in izgradnjo vodovoda Koželjevec-Korin, dodaja župan, a v svetniški skupini Neodvisna lista Optimist menijo, da je proračun s predvidenimi skoraj 10 milijoni evrov za investicijska vlaganja preveč optimističen. Vemo pa, da smo v letu 2012 realizirali le 2 milijona 600 tisoč evrov. Glede na stanje dokumentacije ocenjujem, pa tudi naša svetniška skupina Optimisti, da bo ta načrt le težko dosežen in da bodo potrebni seveda veliki napori občinske uprave in seveda tudi župana, da se temu približa. Svetnice in svetniki so sicer tudi sklenili, da v proračunu zagotovijo 20 tisočakov za pomoč rokometnemu klubu Sviš, ki je ostal brez dveh glavnih sponzorjev. Ivanški rokometaši v letošnji sezoni dosegajo zavidljive rezultate, vrhunec sezone pa jih čaka v začetku marca, ko bodo v družbi Celjanov, Velenjčanov in Koprčanov nastopili na zaključnem turnirju Pokala Slovenije. Po sprejeti prilagoditvi proračuna za letošnje leto so svetniki in svetnice potrdili tudi predlog proračuna za naslednje leto, ki je prav tako investicijsko naravnan. Mislim, da bo to leto prvo, kjer bo investicijski del proračuna presegel tekočo porabo. Nadaljevali bodo projekte, ki jih bodo začeli letos, nekaj pa bo tudi novih. Predvsem na energetski sanaciji stavb javni rabi, na področju kanalizacije, ki je v naši občini potrebno še veliko zgraditi, vodovodov, skratka cest. Čeprav svetniki in svetnice na predlog proračuna v prvem branju niso imeli večjih pripomb, so bili nekateri mnenja, da ima predlog proračuna še nekaj rezerv. Občina ima še nekatere stvari nerazčiščene pri dokumentaciji, predvsem na kanalizacijah. Tukaj mislim, da je v tem obdobju že marsikaj zamujenega. Upam pa seveda, da se bomo vse približali temu, da se realizira čim več od tega, kar občani tudi seveda potrebujejo. Zaradi številnih investicij župan v naslednjem letu predvideva tudi zadolževanje občine v višini 2,6 milijona evrov. Vendar ob dogovoru in zavedanju, da je to seveda skrajna možnost, da je treba prej izkoristiti vse možnosti, ki jih bodo nudili razni razpisi in seveda tudi vse možnosti, ki se pojavijo ob izbiri izvajalcev. Predlog proračuna je sedaj v javni obravnavi. Prvi so po novem letu v svetniške klopi sedli tudi žužemberški svetnice in svetniki. Kljub nasprotovanju večine opozicijskih svetnikov so sprejeli proračuna za letošnje in naslednje leto, ki jo po besedah župana Franca Škufce izjemno dviguje gradnja suhokranjskega vodovoda. Projekta, ki ga bo za 5 občin vodila ravno občina Žužemberk. Predloga obeh proračunov sta v primerjavi z osnutkoma, ki so ju svetniki obravnavali že konec decembra, ostala praktično nespremenjena, čeprav je opozicija vložila kar 12 amandmajev. Lahko bi amandmaje razdelil v 3 sklope. Bistven, glavni del so bili, infrastrukturni projekti, ki so nujni v naši občini, predvsem smo tukaj omenjali cesto Vinkovor-Dvor, ki je praktično neprevozna in na katero je potrebno nujno sanirati. Drugi del amandmaja, bom izpostavil, je bil namenjen predvsem, kot rečem, predlog za table za zmanjševanje hitrosti v vasi Dvor in Žužemberk. Zadnji sklop pa je zajemal predlog, da bi po vzoru nekaterih občin seje občinskega sveta zaradi velikega zanimanja občanov snemali in v živo predvajali na svetovnem spletu. A župan je vse amandmaje opozicije zavrnil. Iz preprostega razloga, ker določene zadeve se ve, koliko je bilo porabljeno prejšnjo leta. Vse so bili nekateri dobri predlogi, ki predvsem temeljijo na varnosti, vendar to še vedno računam, da bomo skozi leto tudi te uvrstili v rebalanse. Na tem so bili v vrstah opozicije precej razočarani, saj so upali, da bo župan vsaj kakšen njihov predlog uvrstil v proračun. Mi smo pričakovali konstruktivno debato, s tej stvari, kajti zavedamo se težkega finančnega položaja v državi in občini.
in mogoče, če ne drugega, danes smo videli, da je predvsem premalo dialoga, bom rekel, med občinsko upravo in svetniki. Današnja se je lepo pokazala, da tega pravzaprav ni. Je pa Škufca na seji vložil svoje amandmaje, ki sta se nanašala na obnovo ceste skozi dvor in poplačilo tamkajšnje čistilne naprave. A ker poslovnik občinskega sveta določa, da se amandmaje svetnikom predloži vsaj 7 dni pred sejo, jo je moral Škufca umakniti. Žal mi je seveda, da amandmaji niso šli čez, kajti na ta način bi bilo večje zagotovilo, da bi tudi cesta skozi dvor bila sigurno prej realizirana. Lahko se zgodi, da bodo razpisi države prej, kot pa seveda uvrstitev teh amandmajev v naš proračun ali pa rebalans proračuna. Jaz seveda upam, da bo časovno se išlo in da bomo letošnje leto tudi skozi dvor začeli. V naslednjih 2 letih pa bodo stekli tudi največji projekti občine, med katere zagotovo sodi gradnja težko pričakovanega suhokranjskega vodovoda, obnova ceste Brezova-Reber-Prečna, občina bo nadaljevala z gradnjo javne razsvetljave in kanalizacije v Žužemberku ter med drugim pripravila potrebno dokumentacijo za projekte v prihodnosti, je še dodal župan. Poleg obeh proračunov so svetniki na zadnji seji sprejeli tudi poslovni plan komunale za letošnje leto, ki za občino v primerjavi z lani predvideva še nižje stroške. A čeprav je poslovni plan komunale iz leta v leto boljši, se občina še vedno srečuje z velikimi izgubami vode. Lani so bile skoraj 48%, so pojasnili s komunale. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala, če ste bili z nami in seveda, ko gledal Dolenjskega obzornika, vabljeni natanko čez 14 dni.